Najbolj primeren čas za supanje je dopoldan in pozno popoldne, da je vodna gladina čim bolj mirna. Takrat ponavadi ni vetra, ni raznih plovil, ki bi nam delali valove. Poleg tega imamo pa tudi mirne. V poletnih mesecih, ko je sonce močno, moramo poskrbeti tudi za zaščito. Najbolj primerne so majice z UV zaščito in pa pokrivala ter očala. Veslo je poleg deske najbolj pomemben kos opreme. Za pravilno veslanje ga je potrebno nastaviti na ustrezno višino, ki je 10 do 20 cm višja od nas še telesne višine. Na sup se najlažje spravimo kleče in zaveslamo, se pravi, v klečečem položaju par metrov od obale, kjer ostanemo. Če obala omogoča in če smo vešči, že malo bolj vešči, se lahko tudi samo enostavno poženemo od obale. V izogib poškodbam se izogibamo, se pravi, skalam, pomolom in kopalcem. Na deski stojimo na sredini, točno tam, kjer je ročka za nošenje. Ne stojimo za to ročko, ali pred. Pravilen zavesljaj izvedemo tako, da polno potopimo lopatko vesla in potegnemo ob telesu do pet oziroma do svojega telesa, do nog. Najbolj pogoste napake so, ko lopatke vesla ne potopimo dovolj globoko in ko gremo z veslom preveč za telo. To pa izgleda ponavadi tako. Ko osvojimo osnove, lahko pričnemo z povezanim veslanjem, brez zaustavljanja in z enakomernim ritmom. Za daljše razdalje in za športno rekreacijo so bolj primerne touring deske, so ožje, hitrejše in bolj zabavne. Na takih deskah lahko izvajamo bolj športni zavesljaj, kar pomeni višja frekvenca veslanja, spodnja roka na veslu je stegnjena, zgornja je rahlo pokrčena, se pravi, v celoti potopimo lopatko in zavesljamo. Oprema je res zelo pomemben del supanja, ampak še bolj pomemben je pa, da se pri tem zabavamo, da smo čim več na vodi in da čim bolje osvojimo ravnotežje, da pri tem uživamo in pač sprobavamo svoje limite.